Predstavljaj si, da je en teden za tabo in ti se konec teden sprašuješ, kaj je pravzaprav sploh bilo narejeno. Mogoče nič kaj pametnega ali pa imaš tisti občutek, da ni bilo narejeno dovolj. No, jaz sem velikokrat imela ta občutek, dokler si nisem razvila enega sistema, ki mi je vzel 15 minut na teden in totalno spremenil celotno produktivnost oziroma igro celega tedna. V tej epizodi ti pa razkrijem več. Hej, dobrodošla v podjetniškem podcastu Legendarni, ki je namenjen vsem, ki želite svojim delom pustiti trajen pečat in ustvariti več kot le uspešen posel. Če se še pa ne poznava, moje ime je Maja in podjetnikom in podjetnicam pomagam pri gradnji brenda, vse od postavitev temeljev celostne grafične podobe, spletne strani, ki konvertira obiskovalce v stranke in rasti in razvoju brenda. Kar nekaj časa sem razmišljala o tem, da je planiranje veliko časa ti vzame, sploh pa kakšna revizija, da delaš revizijo tedna in vse tako, da je to samo v bistvu potrata časa ali pa da je to mogoče za kakšne velike ekipe, kjer morajo to pregledati. In kaj je to me običajno potem vodilo do tega, da sem veliko delala, da si kot en tisti deloholik, ki dela, pa nima nekih pravih rezultatov, ali pa vsaj, da ima občutek, da ni glih narejeno toliko, kot si želiš. In nekako sem se potem tudi zaciklala v ta začaran krog, dela in ne vidiš, kaj bi pa bilo drugače za narediti, kaj bi bilo za spremeniti, oziroma sploh mogoče ne vidim, vsaj jaz takrat nisem videla druge poti, da je možno nekaj drugače narediti, da potem je možno tudi drugače delovati. In dokler nisem v bistvu začela vpeljevati v svojo rutino teh 15 minut, in sicer to je 15 minut na teden, ki mi je pomagalo, da sem dobila kristalno jasen fokus samega tedna, občutno povečalo produktivnost in mi omogočalo tudi to, da lahko vsak dan zaključim ob določeni uri, za katero se zadam, da imam potem tudi čas za polnjenje baterij in tako naprej. Običajno je tam okrog 3, maksimalno do 4 popoldne. Tako da, kaj je zdaj teh 5 minut, te mogoče zanima in kako lahko tudi ti, če še nimaš, vpelješ to v svoj dan. Jaz običajno si teh 15 minut vzamem ali v petek popoldne, najverjetneje običajno 99% pa je to v soboto zjutraj. In iz tega sem si naredila kar en takšen ritualček, da si skuham svoj najljubši napitek oziroma kar se mi tisti dan zalušta. Potem si v bistvu prižgem tudi kakšno fajno glasbo in je teh 15 minut res namenjenih tej reviziji. To je v bistvu zelo taka mini ritualček, ker se ga tudi vsako soboto zjutraj veselim in vem, da bom s tem prihranila v naslednjem tednu si ogromno časa in mi bo omogočalo tudi velik napredek. In zdaj kako razdelim teh 15 minut, ko je čas, da se lotim. Zdaj, priznam, da zdaj, ko sem že jaz bolj zverzirala, mi teh 15 minut običajno niti ne vzame. Je v teh 15 minut že všteto tudi to, da si naredim pijačo, napitek, musko zrihtam in vse to, včasih še kakšno dišečo palčko prižgem, tako da lahko vzame običajno tudi veliko manj, tudi 5 ali pa 10 minut. Ampak recimo, če vzamemo približno 15 minut, je v bistvu nekako prvih 5 minut namenim temu, da pogledam nazaj, kaj je šlo dobro, praznujem in si to tudi napišem. Moj planer je v bistvu sicer v elektronski obliki, ampak bom rekla na papirju, ker uporabljam tisti Remarkable, ki je v bistvu elektronski papir, oziroma nekako zvezek, če tako rečem. In na eni strani si splaniram celoten teden in potem naredim tudi revizijo. In torej, prvih 5 minut pogledam, kaj je bilo narejeno, a sem naredila tisto, kar sem si splanirala po posameznem dnevu, mi je kaj ostalo in potem tudi ocenim svoj teden. Zdaj, jaz, ko zaključim vsak delovnik, potem ocenim tudi posamezni dan na lestvici od 1 do 10. 1 je katastrofa dan, 10 fantastičen, vsak dan želim takšen in potem zmeraj zraven še napišem, kaj mi je manjkalo, da ta dan ne bi bil 10, če pač ni 10. In seveda, ko delam torej revizijo, za vsak dan tudi pogledam,
kakšna je bila ocena in naredim neko tako splošno oziroma skupno povprečno oceno za celoten teden. In potem seveda pogledam tudi, kaj so bili rezultati po posameznih dnevih, kaj mi je manjkalo, da ni bil fantastičen dan. In mogoče se to marsikomu zdi, pa to je kar nekaj, ampak lahko pa privede do enih super rezultatov. Meni recimo osebno se je izkazalo, da sem si nekaj časa, kar nekaj tednov, pisala povsod, da se mi ne da recimo, ko delam, se mi ne da ukvarjati z hrano, ne, z malico, kosilom, kakorkoli rečeno. In seveda, ko sem to videla, da mi samo to manjka, recimo, da moj dan ni 10, sem začela razmišljati, kako pa lahko naslednji teden to spremenim, da bom odpravila torej te težave, ki jih imam. In velikokrat, ko smo med samimi delovniki, niti ne opazimo, da imamo neko rdečo nit, da nas nekaj moti. Mogoče bomo lahko napisali, da v pisarni nas je zeblo, ali pa nam je bilo nekaj neprijetno, neki dejavniki, ampak če tega včasih ne pišemo si vsak dan, da potem res vidimo, to me pa res moti vsak dan, velikokrat to spregledamo in nas lahko potem moti, vzame energijo leta in leta. In taka bedarija, kot je recimo pri meni bila tudi hrana oziroma kuhanje, je v bistvu rešitev popolnoma preprosta. Ali da pripravim za naprej, torej zvečer prej, za naslednji dan, ali da skuham recimo za več dni naprej in imam potem že pripravljene obroke. To je recimo trenutno moje najljubše, ko imam, ko je čas za kosilo, da samo pogreješ in imaš že super obrok pripravljen. In definitivno mi je povečalo čez tedne tudi to, kako bi rekla, veselje do dela oziroma izboljšalo povprečno oceno tedna. In z takšnim v bistvu, s tem, da pogledamo nazaj, kaj je bilo pa kaj ni bilo torej sploh ozavestimo, kaj lahko potem tudi izboljšamo v naslednjem tednu. Tako da teh 5 minut, da pogledamo, kaj je dobro in kaj ni nam šlo dobro, sploh če to delamo na dnevni ravni, čisto nam lahko vzame minutko, pride do zelo, zelo velikih lahko sprememb. Potem 5 minut namenim temu tudi, kaj se lahko izboljša, torej tudi temu, da si postavim vprašanje, kaj mogoče nisem naredila, kaj bi v naslednjem tednu bilo fajn ali sprobati ali narediti drugače in tako naprej. In zadnjih 5 minut je v bistvu planiranje oziroma načrtovanje naslednjega tedna oziroma prihajajočega tedna. Meni osebno zelo paše to, da recimo to naredim v soboto, nekaterim bolj paše, da naredijo to v ponedeljek, kadarkoli je zate najbolj primerno, je najboljši čas. Jaz imam zelo rada, da štartam v bistvu teden že, da vem, kaj je namenjeno oziroma kakšni so fokusi za posamezni dan. In v bistvu, kako načrtujem, tako da pogledam v bistvu moj glavni fokus oziroma projekte, katere morajo biti narejene. Tam imam že v bistvu tudi splanirano, kaj mora biti narejeno v katerem tednu. In seveda, ko je ta teden na sporedu, vem, da te naloge morajo biti tudi narejene, tako da jih samo še razporedim po dnevih, kaj mora biti kateri dan narejeno. Tako da je v bistvu zelo simpel, ko imamo enkrat, se mi zdi, da tak sistem in teh 15 minut, ki jih potem dam, da splaniram si celoten dan, pogledam tudi, kakšne imamo sestanke, kakšne imam mogoče srečanja z mojimi legendarnimi in tako naprej, in tudi to potem dam na svoj koledarček, na Google koledarček, ga pa definitivno še zmeraj obožujem in uporabljam z načinom planiranja po blokih. Tako da teh 15 minut, ki si jih lahko namenimo za svoj posel, meni osebno res naredijo čudeže in zelo veliko in olajšajo tudi ne samo delo za naslednji teden, ampak naredijo naslednji teden potem tudi zelo produktiven in pa veliko bolj zabaven, vesel in tako naprej. Tako da seveda, samo še ta opomba, ne planiram tudi samo poslovnih zadev, ampak planiram tudi vse osebne aktivnosti, ko jih imam, mogoče kakšne masaže, kakšne izlete, sprehode, karkoli pač čez teden pride, da si potem napolnimo tudi baterije, ker tudi to je del dela.
ki nam pomaga, da smo potem lahko še boljši, da še boljše služimo svojim strankam. Tako, bom pa ful vesela, če spodaj v komentar zapišeš svoje ritualčke, če mogoče imaš kakšnega, če planiraš teden ali si samo tako po navdihu. Tako da, evo, se vidimo, upam, da ti koristi in se slišimo in vidimo kmalu. Čau. Hvala za tvoj čas in pozornost. Če ti je bila epizoda všeč, te vabim, da se naročiš na podcast na najljubši aplikaciji, kjer poslušaš podcaste in tako ne zamudiš naslednje epizode. Vesela bom tudi povratne informacije, kako ti je bila epizoda všeč in česa si želiš več. Hvala ti in naredi si čudovit dan.